V današnjih novicah med drugim nov korak na poti sodelovanja. V straži zobozdravnica koncesionarka. Pridi, ti bom nekaj pokazal. Lepo pozdravljeni v prvih novicah tega tedna. Na novomeškem Rotovžu so dopoldne župani in županje 9 občin, ki so del skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine, podpisali sporazum o sodelovanju. Poglejmo. Kot smo že poročali v naših novicah, je skupna občinska uprava v novi sestavi zaživela letos. Prav gotovo je to nov izziv, ker je večji obseg sodelujočih občin, tako bo tudi več koordinacije. Predvsem je pa dobro sporočilo, da občine znamo sodelovati in da znamo združevati naloge v tej skupni občinski upravi. Dosedanje izkušnje so pozitivne in verjamem, da je to dober temelj za tudi neko bodoče regijsko sodelovanje. V priključitvi k skupni občinski upravi vidijo župani in županje prednosti, kot so večja strokovnost, nabor kadra in seznam nalog. Finančno se definitivno splača, sama organiziranost in pa predvsem tudi to, da bojo fantje, ki so, oziroma zaposleni, ki so že do sedaj delali na območju Bele krajine, bo sedež ostal tam, kjer je bil v Črnomlju, torej za njih se ne bo pravzaprav nič spremenilo. Dobili bodo pa verjetno veliko več suporta iz Novega mesta, kar ga sedaj mi v Beli krajini sami smo težko dajali. Že dolgo smo razmišljali o tem, da bi tudi civilno zaščito nekako spravili v ta okvir skupne občinske uprave in sedaj smo v Semiču poleg medobčinskega redarstva se odločili tudi za ta segment. Razmišljamo tudi mogoče o določenih delih pravne pomoči, ampak za to bo še čas. Glede na situacijo, kakršno imamo, glede romske populacije, da je potrebno tudi pravno svetovanje. Prva naloga bo, da bomo spremenili določene odloke, ki bodo seveda zagotavljali večjo varnost v samem centru, tudi izven centra. Skupno imamo pravno službo, potem urbanizem, civilna zaščita, požarna varnost, promet. Želimo še mogoče računovodstvo na javnih zavodih. Stvari so kar odprte, tako da čim več služb se mi zdi, da je to čim bolj racionalno. V skupni občinski upravi je 30 zaposlenih, a jih bo v prihodnje več. Trenutno namreč iščejo dodatne redarje. V občini Straža pa nadgrajujejo zobozdravstveno oskrbo. Župan Dušan Krštinc je namreč dopoldne podpisal koncesijsko pogodbo za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti za odrasle in mladino s koncesionarko Teo Malnar Turnšek. Ta bo začela delo 1. marca v prostorih zdravstvenega doma Straža. Koncesijsko pogodbo so sklenili za 15 let. Na razpis, ki ga je občina objavila 20. novembra lani, so prispele 4 vloge. Komisija je kot najprimernejšo izbrala Teo Malnar Turnšek, ki je imela zadnji 2 leti v Novem mestu zasebno prakso. V bistvu imam že 10 let delovne dobe. V tem času sem delala v javnih zavodih, v svoji samoplačniški ordinaciji in tudi pomagala pri koncesionarjih, tako da sem res poznala vse oblike dela, ki za zobozdravstvo obstajajo. V Straži bo delala vse dni v tednu. Je pa 60% namenjeno zobozdravstvu za odrasle in pa 40% za otroke oziroma mladino. Tako da računamo pa nekje tam 1800-2000, lahko tudi kakšen več pacientov, tako da je kar potreba. Župana Dušana Krštinca veseli, da so pridobili koncesionarko, saj zgolj ena zobozdravnica, ki v Straži dela v sklopu zdravstvenega doma Novo mesto, ne zadostuje za vse potrebe občanov. Občina bo ambulanto opremila do konca februarja, koncesionarka pa bo poskrbela za opremo. Izkoristil bi priložnost in tudi pozval občanke in občane občine Straže, kateri še niso opredeljeni glede svojega zobozdravnika, da to storijo čim prej. Namreč zna se zgoditi, da se bodo tudi pri koncesionarki mesta oziroma tim zelo hitro popolnili. K podelitvi koncesije je Ministrstvo za zdravje že podalo soglasje. V prihodnjih dneh pa bo zobozdravnica podpisala še pogodbo o financiranju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Saga o rekonstrukciji državne ceste Krško-Zdole, ki se vleče že vrsto let, je dobila novo nadaljevanje. Krška poslanka Tamara Vonta je namreč sporočila, da je polovica zneska za obnovo ceste zagotovljena v proračunu za prihodnje leto. Nazorno je stanje ceste opisala poslanka. Najbolj me seveda skrbi za otroke, za šolarje, ki se z šolskim avtobusom vsak dan v šolo in iz šole in vse ljudi seveda tudi v službo in iz službe vozijo po tej res grozljivi cesti. Posebej tisti del, ki je najbolj strm, je grozljiv. Cesta je tako posedena na določenih odsekih, da je težko, verjamem, tudi zimski službi, da v redu sčisti cestišče, tako da jaz srčno upam, da neke hude zime ne bo, nekega hudega deževja, da saj obdrži se cesta v takšnem stanju do začetka gradbenih del, da bo vsaj prevozna. Razmere nujno kličejo po ukrepanju, je prepričana Vonta. V letu 2025 je predvidenih 5 milijonov evrov, seveda pa to ne bo dovolj za dokončati cesto, kar pomeni, da bo treba seveda tukaj se boriti še za nadaljnjih, kolikor je meni znano, še približno 5 milijonov evrov. Bomo pa skušali skozi rebalans, ki bo že letos, mogoče kakšna sredstva za začetek vendarle dobiti še v tem rebalansu. Informacije so se razveselili tudi na občini. Zahvala vsem tistim deležnikom, ki so to uspeli spraviti, bom rekel, tako naprej. Predvsem tukaj mislim poslanko iz mestne občine Krško, gospod Tamara Vonta. Seveda tudi mestna občina Krško bo participatirala ta del izgradnje z drugo infrastrukturo. Krajani upajo, da gre tokrat zares. Jaz upam, verjamem, da bo do tega res prišlo, ker sama cesta je res nevzdržna in sami krajani, krajevne skupnosti Zdole smo že naveličani tega odlašanja in neprepričljivih zadev, kar se tiče države pri sami izgradnji in izvedbi projekta ceste Zdole-Krško. Vrednost del je ocenjena na okoli 10 milijonov evrov. V marsikaterem kraju so na včerajšnjo Antonovo nedeljo pripravili licitacije krač in drugih mesnih dobrot. Zanimiv običaj, ki je pred desetletji pritegnil, kot pravijo, ogromno množico ljudi, so lani obudili tudi v šmarješki občini. Da bo licitacija vsekakor pestra, je nakazovala že množica prinešenih in darovanih mesnih dobrot. Za marsikatero od njih so se po sveti maši, ki jo je vodil šmarješki župnik, odvili pravi mali boji, tako kot so se gotovo tudi nekoč. Ta običaj je bil leta 1966 in lansko leto smo se s fantjem dogovorili ali pa zmenili, da bi imeli tudi krčevanje. In vidim, da to ljudje kar dobro sodelujejo. Domačini iz Orešja se še dobro spominjajo dogodkov, ki so na Vinjem Vrhu potekali pred desetletji. Ko sem bil jaz otrok, je bilo tukaj na stotine ljudi. Danes smo mogoče dosegli tam okoli 100 ljudi. Lani je bilo malo manj, naslednjo leto bo več. Skratka, Vinji Vrh tudi po naši zaslugi bolj živi. Kupci in obiskovalci dražbe, ki je dodobra nasmejala tudi zaradi humornih vložkov glavnega licitatorja, pozdravljajo obuditev stare šege. Ja, lep dogodek, bo resnično zgleda postal tradicionalen, ker je dolgo leto, da se nadaljuje tradicija. Pričakujem, da bo to še kar nekaj časa, v glavnem, ker ljudje so kar zainteresirani, pridejo, lepo se imamo. Živahno je, nasmejemo se in tudi malo te zdrave tekmovalnosti je, tako da tukaj je eno tako dobro vzdušje, to, kar v življenju potrebujemo, dobimo tukaj. 115 evrov, prodano. Ne zgolj za najdražji kulen, lepe zneske so iztržili tudi za ostale dobrote. Greste tudi same polnih rok domov? Ja, seveda. Polno torbo. Super, bo prav prišlo. Bo brez skrbi. Drugo leto spet, ne? Ja, naslednjo leto spet. Lan sem kračo kupil, letos tudi držili na 5 evrucena in to je to. Čar je licitacija, kajti vemo, denar na hribu ostane, to bo tudi nekaj šteje.
Vseh 1451 evrov bodo namreč, tako kot lanski izkupiček, namenili za obnovo cerkve svetega Jožefa na Velikem Vinjem Vrhu. Avlo kulturnega doma Metlika krasijo številne fotografije ljubiteljskega fotografa Jožeta Simoniča. Ljudska knjižnica Metlika je pred dnevi pripravila razstavo z naslovom Pridi, ti bom nekaj pokazal. Metličan, ki že nekaj desetletij živi v Ilirski Bistrici, se dogodka zaradi obilnega sneženja ni mogel udeležiti. Sicer pa je to po letu 2019 njegova druga razstava v Metliškem kulturnem domu. Odprla jo je metliška podžupanja in bivša dolgoletna direktorica knjižnice Anica Kopinič. Njegova razstava je bila res uspešna, ogledalo si jo je ogromno ljudi in po parih letih smo se odločili, da stvar ponovimo. Verjetno ga vleče srce. Vsak, kdorkoli gre iz svojega kraja, se z nečim zelo rad vrača, s ponosom vrača se svojimi uspehi. Razstavljenih je okrog 50 fotografij, ki jih je posnel v zadnjih 5 letih na vsakodnevnem sprehodu. Zanimivo, s telefonom. Motivi so v glavnem iz narave. Avtor razstave Jože Simonič jih je posnel v okolici Ilirske Bistrice po gričih in dolinah te pokrajine. So prekrasni motivi narave, da se jih kar ne moreš nagledati. Fotografije so čudovite. Meni se zdijo prava umetnost, čeprav je to ljubiteljska, ker je enkratna, edinstvena in neponovljiva v ujetih trenutkih narave. Avtor to zna s svojim izostrenim očesom in s to svojo ljubeznijo tudi najti v naravi. Marsikdo vidi, pa ne najde. Avtor fotografij se je že v osnovni šoli vpisal v fotokrožek. Zdaj, ko je upokojen, lahko več časa posveča tej umetnosti. Razstava bo na ogled do 10. marca. Obiskovalci si jo bodo lahko ogledali ob dogodkih v kulturnem domu, pa tudi sicer ob naročilu. Dogovorijo pa se v Ljudski knjižnici Metlika. Odprtje razstave so popestrili tamburaši metliške folklorne skupine Ivan Navratil. Košarkarji novomeškega kluba Army Cafe Troti so v 16. krogu druge slovenske košarkarske lige v domači dvorani na Livadi dosegli pomembno zmago, saj so ugnali enega neposrednih tekmecev za obstanek v ligi, Ježico. Končni rezultat je bil 81 proti 74 za Novomeščane. V drugem delu igre so si Troti priigrali odločilno prednost, ki so jo gostje v zadnji minuti tekme skoraj izničili, a po nekaj uspešnih akcijah domačinov je zmaga zasluženo ostala na Livadi. Držali smo se plana, na začetku smo se ga dogovorili v garderobi. Od prve do zadnje minute, edino na koncu smo mačkom popustili, tisti par izgubljenih žog na prenosu žoge, ampak drugače all in all se mi zdi, da smo naredili zelo dober posel in da smo od prve do 40 minute dali vse od sebe. Po dolgem času smo bili spet na Livadi, malo smo bili v krču pred domačo publiko, ampak ja, verjeli smo od prve do zadnje minute, da lahko tekmo obrnemo in jaz mislim, da smo tudi zasluženo dobili. Ko imaš enkrat mlado ekipo, moraš biti samo zavedati, da se bodo dogajali padci v koncentraciji, v energiji, v vsem, ampak s tem živiš, oni tako na ta način napredujejo. Če pa vmes še kakšno zmagaš, je pa to lepše. Troti so pred sezono vedeli, da bo letošnje leto polno izzivov, saj je njihova ekipa ena najmlajših v slovenskem košarkarskem prostoru. Jaz mislim, da z ekipo pomlajeno letos, ki imamo, bi bil zadovoljen z obstankom. Se mi pa zdi, da smo fantje zmožni tudi več, tako da morda pa tudi presenetimo, pa smo kakšno mesto više. Pri domačinih, ki so trenutno na 11. mestu prvenstvene lestvice, sta bila najboljša strelca na tekmi proti Ježici Vidrih s 16 in Prus s 15 točkami. Če si želiš uspeha, lahko tudi uspeš. Zato, ker pogumno korak za korakom stopajte po poti uresničevanja želja. In bodite lepo.